pozdravljeni. Sem Ajda Erzar, specializantka medicine dela, prometa in športa, zaposlena na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana. Danes vam bom predstavila spletni seminar z naslovom Delo na domu, tveganja in kako jih obvladovati. Seminar je nastal v sodelovanju s profesor dr. Metodo Dodič Fikfak, specialistko medicine dela, prometa in športa, predstojnico Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana. Pandemija, s katero se svet sooča v zadnjih mesecih, bo nedvoumno zaznamovala našo prihodnost na marsikaterem področju našega življenja. Države trenutno bolj ali manj učinkovito iščejo konsenz med čim nižjo obolevnostjo zaradi COVID-19 in ekonomskimi posledicami preventivnih ukrepov. Delovne organizacije so bile v zadnjih mesecih prisiljene skoraj preko noči zamenjati in preoblikovati delovne procese, reorganizirati kader ali celo začasno zaustaviti svoje delovanje. Vse več delodajalcev je zaposlenim ponudilo drugačne oblike dela. Nekateri delavci so svoje delovno okolje v prostorih delodajalca zamenjali za nove oblike dela na domu. Graf, ki ga prikazujem na prvi prosojnici, prikazuje število iskanj besedne zveze delo na domu v spletnem iskalniku Google. Viden je porast iskanja v času epidemije. Kaj je delo, kakšne prednosti in izzive nam prinaša, ter pomen varovanja zdravja zaposlenih, to bomo poskušali odgovoriti v današnjem prispevku. Opredelitev dela na domu. Delo na domu je v 68. členu Zakona o delovnih razmerjih opredeljeno kot delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali pa v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. Teledelo oziroma angleško telework je delo, ki ga delavec opravlja na neki drugi lokaciji, se pravi ne v prostorih delodajalca, pri tem pa uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Delo na domu pa se ne enači s pojmom teledelo, ker ni vsako delo na domu povezano z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Na prosojnici so grafično prikazani podatki glede deleža delavcev, ki občasno delajo doma. Prvi stolpični diagram prikazuje stanje pred pandemijo, drugi stolpični diagram pa med pandemijo. Pred pandemijo Eurostat ocenjuje, da je nekje 5,2% delavcev v Evropi delalo občasno od doma. Največ teh je delalo od doma na Nizozemskem, sledijo ji Finska, Luksemburg in Avstrija. Med pandemijo se je pa seveda stvar spremenila, zato Eurostat ocenjuje, da je nekje 35% delavcev med pandemijo občasno delalo od doma. Na grafiki so prikazane prednosti in slabosti dela na domu. V zgornji vrstici so navedene prednosti tako na delavčevi in delodajalčevi strani, ter v spodnji vrstici slabosti na delavčevi in delodajalčevi strani. Prednosti na delavčevi strani so boljše ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, možnost dela kljub zmanjšani mobilnosti zaradi bolezni ali invalidnosti, manj časa, stroškov in stresa zaradi prevoza na delo ter prilagodljivejši urnik. Prednosti na strani delodajalca pa so prihranki v pisarniškem prostoru in s tem povezanim stroški, večja privlačnost podjetja, privabljanje in zadrževanje usposobljenih delavcev ter zmanjšano tveganje za prometne nesreče pri vožnji na delo. Slabosti na strani delavca pa so težave pri ločevanju poklicnega in zasebnega življenja, razvoj kostno-mišičnih bolezni zaradi slabo prilagojenega delovnega mesta, izoliranost, slab prenos informacij ter pomanjkanje podpore. Dolg delovni čas, slaba organizacija časa, opravljanje dela izven rednega delovnega časa. Slabosti na strani delodajalca pa so povečana tveganja za varnost in zdravje pri delu, če se ne izvede ustrezna ocena tveganja, težji nadzor in potreba po iskanju novih oblik upravljanja, težave pri zagotavljanju podpore delavcem, manjša angažiranost in padec timskega duha ter težja komunikacija.
Tako kot druge oblike dela, tudi delo od doma prinaša določena tveganja in posledice, ki jih je možno zaznati na različnih področjih življenja, med drugim tudi na zdravstvenem stanju zaposlenih. Zdravstvene posledice dela na domu so v prvi vrsti neposredno povezane z vrsto dela, ki se opravlja na domu. Namreč zavedati se je potrebno, da je pomen dela na domu širok. Zato tveganj in posledic dela na domu ne moremo posplošiti, brez da bi upoštevali vrsto dela, ki se opravlja. V razvitih državah večina dela na domu poteka v obliki tako imenovanega teledela. Zaposleni tako glavnino svojega dela opravi s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije v domačem tako imenovanem pisarniškem okolju. V času pandemije COVID-19 so bile delovne organizacije prisiljene v zelo kratkem času, skoraj preko noči, povečati delež zaposlenih, ki bo delo opravljalo izven njihovih prostorov za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Zaradi teh hitrih sprememb je bila podpora delavcev pri ustreznem oblikovanju delovnega okolja teledelavcev zelo slaba. Ocenjujejo, da bi to lahko v prihodnosti imeli velik vpliv na zdravje teh zaposlenih. V znanstveni literaturi je moč pridobiti podatke o zdravstvenih posledicah teledela, ki jih povzemam v naslednjih kategorijah, in sicer v telesnem zdravju in duševnem zdravju. Telesno zdravje. Delavci, ki delo od doma opravljajo predvsem v obliki pisarniškega dela, so izpostavljeni tveganjem zaradi sedečega dela, daljše statične drže in dela v prisilnih položajih telesa ob nepravilni ureditvi delovne postaje. Zaradi dolgotrajnega dela s tipkovnico in drugimi vhodnimi napravami ter računalniki, ki zahtevajo pogoste in ponavljajoče gibe se zgornje končine, predvsem zapestji. Vse to pa vodi v razvoj kostno-mišičnih obolenj. Leta 2014 so na Finskem preučevali ergonomske vidike teledela. V raziskavi je bilo navedeno, da je nekje polovica vprašanih navedla, da med teledelom niso posvečali nobene pozornosti ergonomski ureditvi delovnega mesta. 94% med njimi delodajalec ni nikoli dal navodil glede ergonomske ureditve delovnega prostora. Polovica vprašanih doma nima niti pisarniškega stola, niti pisarniške mize. Nato so na manjšem vzorcu na Švedskem raziskovali vpliv teledela na krvni tlak in vrednosti adrenalina v krvi pri delavcih z belimi ovratniki. Ugotovili so, da je krvni tlak nižji pri teledelavcih kot pri delavcih, ki so delali v prostorih delodajalca. To pa so obrazložili tako, namreč delo v prostorih delodajalca naj bi bilo bolj razgibano z več telesne aktivnosti, kot pa delo na domu, kar pa seveda neposredno vpliva na dvig tlaka. Moški, ki so izvajali teledelo, so imeli višje vrednosti adrenalina v krvi kot običajni delavci, to so pa utemeljili s tem, da so teledelavci delali daljši delovnik. Duševno zdravje. Delo na domu je res, da sicer omogoča večjo fleksibilnost in prispeva k boljši organizaciji zasebnega življenja, kar posledično vodi v boljše počutje in pozitivno vpliva na zdravje zaposlenih. Po drugi strani pa predstavlja tudi tveganja za duševno zdravje in predvsem zaradi socialne izolacije, zaradi neustreznega ločevanja zasebnega in službenega življenja, zaradi pomanjkanja socialne podpore, zaradi večje intenzivnosti dela in zaradi daljšega delovnika ter zaradi manjše možnosti za karierni razvoj. Kateri zaposleni pa so sploh primerni za opravljanje dela na domu? Nekako priporočljivo je, da imajo naslednje karakteristike, da imajo visoko stopnjo motivacije, visoko stopnjo znanja in spretnosti pri delu, visoko stopnjo samostojnosti, visoko stopnjo koncentracije, manj potrebe po socializaciji, dobre komunikacijske spretnosti, znanje organizacije časa in da so zanesljivi. Kako pa obvladujemo in preprečujemo negativne posledice dela na domu? To poglavje sem razdelila nekako v 4 sklope. V prvem sklopu se bomo dotaknili delovnega okolja. In sicer svetovano je, da delavec, ki dela od doma, dela v samostojni sobi. Tam naj ima ustrezno razsvetljavo, primerno temperaturo,
vlago in prezračevanje, ustrezno internetno povezavo in telefonske linije, vkolikor je potrebno. Svetovani so tudi redni pregledi napak v opremi in električnem omrežju. Delovna oprema mora biti ustrezno prilagojena delavcu. Vkolikor delavec opravlja delo v pisarniškem okolju, mu svetujemo, da ima stol, ki ima ledveno oporo za hrbet. Sedežna površina naj ima nastavljiv naklon nekje do 10 stopinj. Stol naj bo nastavljiv po višini in ima podporo za roke. Miza naj bo visoka nekje od 72 cm do 75 cm. Naj bo nastavljiva po višini. Površine na mize naj ima najmanj 160 cm krat 90 cm. Naj bo nevtralne barve in ima zaobljen rob delovne površine. Na mizi je pomembno, da so predmeti dobro dosegljivi. Tipkovnica naj omogoča nevtralni položaj zapestja. Ločena naj bo od ohišja računalnika, da jo lahko prosto premikamo po mizi. Pred tipkovnico naj bo nekje od 15 do 20 cm prostora za naslon rok. Računalniški zaslon. Razdalja med očmi in ekranom naj bo nekje 60 cm. Zgornji rob ekrana naj bo v ravnini ali tik pod očmi. Namestite ga pravokotno na okna ali pa pod svetlobne vire. Računalniška miška naj ima podlago in ta podlaga naj ima naslon za zapestje. Naj leži blizu tipkovnice, kadar pa miške ne uporabljamo, takrat roko umaknemo z nje. Potrebno pa je zagotoviti tudi ustrezno duševno zdravje za zaposlene, ki delajo doma. In sicer svetuje se, da delavec prične delo z nekim dnevnim ritualom in ga tudi tako zaključi. Naprimer, ta dnevni ritual je lahko telesna aktivnost, meditacija, drugačna oblačila ali pa kaj drugega. Svetuje se, da je pričetek in zaključek dela vedno ob istem času. Vnaprej naj delavec se dogovori za termine dosegljivosti za sodelavce oziroma nadrejene. Skrbno naj načrtuje delovnik in se načrta drži. Izven delovnika naj preneha z uporabo službenega telefona in računalnika. Načrtuje naj odmore in vzpostavi dogovor glede delovnika s družino in sodelavci. Svetuje se, da delavec ostane povezan s svojimi sodelavci. Zato mu priporočamo, da si organizira s sodelavci tako imenovano virtualno kavo, kjer preko internetne povezave lahko vzpostavita stik in tako skupaj spijeta kavo. Poskrbeti moramo pa tudi za ustrezno telesno aktivnost. In sicer delavec se naj med delom večkrat aktivno spočije in sicer med odmorom naj izvaja vaje za moč, vaje za gibljivost, vaje za ravnotežje, vaje za razbremenitev hrbtenice in vaje za raztezanje. Pandemija COVID-19 in njene posledice prinašajo pomembne spremembe tudi v delovne organizacije, ki na eni strani strmijo k dobremu poslovnemu uspehu in na drugi strani poskušajo vpeljati vse preventivne ukrepe za zamejitev širjenja virusa znotraj organizacije in seveda tudi širše v populaciji. Nekatere izmed njih so bile zaradi sprememb prisiljene preoblikovati svoje delovne procese, med drugimi tudi povečati delež zaposlenih, ki svoje delo opravljajo doma. Ali pa seveda ta način na novo uvajajo v svoje delovne procese. Ob tem se soočajo z marsikaterimi izzivi in pa tudi prednostmi, ki jih delo na domu prinaša. Vpeljava novih delovnih procesov pa mora vključevati tudi skrb za zdravje zaposlenih na delovnem mestu. Hvala za vašo pozornost. Pripisala sem tudi svoje kontaktne podatke, vkolikor me želite kontaktirati.